Umetna inteligenca za vse. Je to sploh izvedljivo? Najbolje, da se vprašamo 6 osnovnih vprašanj. Najprej, kdo bi to ponudil? Država bi, kot recimo podjetje plača licenco za vse zaposlene, plačala licenco za vse nas. Seveda tukaj računamo na znatne popuste zaradi količine. A še več, tako velik naročnik lahko postavi svoje pogoje. Česa se s tem znebimo? Nevarnosti za uhajanje podatkov. Ta tveganja nase zdaj prevzema država, da se podatki obdelujejo natanko na tak način, kot mi dovolimo. In zahtevamo tudi skladnost s pravili, ki jih je Evropska unija sprejela. Komu bi bilo to namenjeno? Čisto vsemu Sloveniji, od mene in vas do Javne uprave, izobraževanja. Mala podjetja za razvoj novih idej. Ki sedaj seveda težko kar varno te stvari uporabljajo, pa si tudi ne morejo privoščiti. Velika podjetja za izboljšave v svojih proizvodnih procesih. Se pa pogosto bojijo to uporabljati, ker svojih podatkov pa ne smejo kar tako pošiljati. In kaj pridobimo? V resnici veliko. Konkurenčnost in tudi državljane, ki bi bolj poznali novo tehnologijo. Gre v resnici za nekaj, kar nam bo več prineslo, kot bomo v to vložili. Pri kom pa bi storitev dobili? Računamo, da so vsaj 2 ali pa 3 ponudniki sposobni. A pomembno je zadnje vprašanje. S čim bomo plačali? Vlada je iz proračuna namenila Za licenco, to pomeni licenca, ki se kasneje objavlja, 10 milijonov evrov. A kako dolgo licenco? Za celo leto to zveni precej malo. Neformalno ocenjujejo, da bi bil lahko razpon od 10 pa vse do 50 milijonov na leto, kar pa je najbrž odločilna razlika.